Arhitektka Sonja Trošt vir svoje notranje ustvarjalne moči išče v naravi. Navdihuje jo svojo barvitostjo, spremenljivostjo in prepletanjem barv, oblik in struktur. Po njenem sta arhitektura in narava tesno povezani, zato se je specializirala in osredotočila na ekološke principe gradnje Feng Shui in Vastu Šastro, ki predstavlja indijska tradicionalna arhitekturna načela. Tokrat nam predstavlja enega od svojih projektov, igrivo in skrivnostno vilo obdano z morjem in zelenjem. Hiša s prekrasnim pogledom na Debeli rtič je zgrajena iz gline in drugih naravnih materialov ter s posebno pozornostjo umeščena v prostor. Po načelih Feng Shuija jo je načrtovala arhitektka in slikarka Sonja Trošt. Povejte mi, prosim, kako je nastajala tale hiša z veličastnim razgledom? Najprej smo v bistvu zelo na natančen način proučili same značilnosti terena. Vidimo, da je tukaj v bistvu vse v terasah in glede na sam teren, vedno, ko projektiram, tudi potem umestimo samo gradnjo. In tukaj, kjer je teren zelo razgiban, se mora v bistvu tudi arhitektura prilagajati samemu terenu. In če malo bolj pogledamo to zasnovo same hiše, bomo videli, da se v glavnem vsa zlije z naravo. Tukaj imamo zeleno streho, zeleno teraso, travnik in samo en majhen del te zgradbe v bistvu je sama streha. Pri gradnji hiše so bili uporabljeni naravni materiali. Arhitektka uporablja avtohtone materiale tistega področja, kjer projektira. Tu sta bila na voljo kamen in glina. Spodnji del hiše je zgrajen, v bistvu zložen, na starinski istrski način iz kamna iz bližnjega kamnoloma. Nosilne stene so opečnate, vmesne pa glinene. Posebno pozornost pa je arhitektka namenila razporeditvi prostorov, ki jo je zasnovala po Feng Shuiju. Ste tudi strokovnjakinja za Feng Shui in me zanima, kje se tukaj Feng Shui pozna, vidi, čuti v tej hiši? Tukaj se pa Feng Shui čuti v vsakem kotičku prostora, zato ker vsak kot, vsak prostor, vsak del te arhitekture jemljem kot živ organizem. In Feng Shui je nekako tako kot ena taka starodavna slovenska arhitektura ali pa evropska arhitektura, zato ker mi smo od nekdaj, od romanike naprej ali pa že prej stare krščanske arhitekture, od romanike naprej gotike ali baroka, kakorkoli, vsi te prostori so bili povezani vedno z naravo in so upoštevali elemente smeri severa, vzhoda, juga, določene veterne vplive, sončne vplive in to je v bistvu Feng Shui. In kako se Feng Shui zazna pri oblikovanju notranjih prostorov? Ja, tukaj je v bistvu primer, kako so vsi zidovi zaokroženi. Tudi nimamo nikjer nasproti vhodnih vrat, nasproti okno ali pa odprte površine, ampak se gre za to, kako v bistvu se človek po prostoru sprehaja in kako energija v prostoru zaokroži. Naprimer, na sredini mora biti vedno prostor sproščen, prazen. To izhaja že iz same Vastu Šastre, ki je izvorni Feng Shui. To je 5000 let stara veda, ki se je že takrat ukvarjala z arhitekturo samega prostora. In tako je prostor sproščen, središčni, potem pa glede na same smeri neba se nekje bolj uporabljajo določeni materiali v prostoru, kot je les ali kamen, v drugih predelih bolj metal, kovina. In k temu pa seveda prispevajo tudi same barve in, kot sem že prej rekla, toni, materiali. V začetku je bil tu projekt na vzhodu omejen z ograjo druge hiše. Prostor v tem delu ni dihal. Zato je arhitektka pri zasnovi hiše zelo upoštevala to vzhodno stran, ki je element lesa.
Les pa nas vodi navzgor. To je dosegla z zasaditvijo bambusa. Človeku daje vitalno energijo, največ pa je dobi s soncem. Zato je bambus na vzhodu, kjer sonce vzhaja in vse to podpira. Na drugi strani je zahod, kjer sonce zahaja, vse skupaj pa tvori krog. Tu je uporabila barve, ki imajo v sebi element sončnega zahoda. Rdeča, bela, srebrna, zlata. V osrednjem bivalnem delu hiše je visok strop, zaradi katerega se nekje topel zrak dviguje, drugje spušča in poskrbi za prijetnejše počutje v prostoru. Načrtovanje prostora pa sledi tudi potovanju sonca po zimi in poleti, saj so nadstreški narejeni tako, da omogočajo kar največjo osvetlitev po zimi in senco poleti. Lastniki hiše uporabljajo tudi ognjišče, ogenj pa daje toplino in energijo. Izjemno močan element te hiše pa so tele poslikave, tudi vaše delo, vi ste tudi slikarka. In te mandale, povejte mi, kaj naj v njih vidimo, kako naj jih čutimo? Ja, mandale so se že tudi od nekdaj uporabljale v vseh civilizacijah. In na vzhodu in zahodu. Tudi na samem zahodu, naprimer, je mandala dobila šele ime rozeta šele v gotiki, ne? To je v bistvu rozeta. Jaz mandalo slikam na način, da jo probam postaviti v perspektivo. In zato prostor na en način lahko poveča, lahko ga potegne v drugo dimenzijo. Pomembna je sama barva, oblika mandale. Zelo pomembno je, na kater del prostora postavimo določeno mandalo. Jaz jih slikam vedno v bistvu pod vplivom določenih planetov. Vedno gledam v nebo ali v zvezde, sonce, ker včasih postavljam samo pozicijo tistega ozvezdja, ki je v določenem času prisotno, sploh v taki naravi, kjer zdaj tudi živim na slovenski obali. In imajo vse te stvari en svoj vpliv, ki jih izražam skozi mandalo. Lahko je naslikan tudi samo simbol določenega planeta, kot je Venera, Jupiter, Mars, Saturn. Lahko so pa to samo določene pozicije planetov, ker vplivajo na nas. In zato je tudi tako zastavljen koncept te same arhitekture, da je povezan notranji prostor z zunanjim prostorom. To se mi zdi, da bi morali zdaj v tem času dajati več pozornosti na to, da ni da samo živimo v nekem prostoru ali pa samo hodimo po tleh, ampak smo povezani tudi malo z večjo širino neba, ki ga je več kot 3/4, kot pa je nas same Zemlje. Sonja pa se je v zadnjem času lotila še enega projekta – oblikovanja režiserskih stolov. Ko sem imela eno izmed razstav v Italiji, v Andalu, je do mene prišel italijanski dizajner Giovanni Doria in me je povabil, da bi skupaj skreirala ta režiserski stol. Želel si ga pač zdizajnira z mano, zaradi tega, ker imam tako posebne, je rekel, mandale, pa hkrati, da narediva en tak ekološki nov pristop do tega stola. In zato poseben je v tem, ker je swing, prvič se ta režiserski stol pojavlja kot swing, hkrati ga pa te mandale, ki jih je res veliko različnih, nas podpirajo, ko sedimo na njih, prilagojeni vsakemu posamezniku. In kot zanimivost je bil pa potem ta režiserski stol izbran na Beneškem bienalu in zdaj na vsakem Beneškem bienalu sedijo na njih razni igralci, pevci, kot je George Clooney, Brad Pitt, ja, Lady Gaga zate, ne, pa še mnogi drugi. A mislite, da bo prenesel še eno slovensko, veliko manj slavno zadnjo plat? Bo. Mislim, prenesel je večje teže, tudi 200 kil in še več. Ne bo problema.